Startup Studio. Prav lepo pozdravljeni, torek je in seveda čas za naš Startup Studio, ki ga na Radiu Robin pripravljamo skupaj s Primorskim tehnološkim parkom. Današnja tema bo izjemno zanimiva, oziroma podjetje, ki ga bomo predstavili in s čim se ukvarja, zelo zanimivo posebej za starše, za tiste malčke, namreč predstavili bomo podjetje Kukidi, ki ima istoimensko blagovno znamko Kukidi. Z nami pa je ustanoviteljica Manca Pavlin. Prav lepo pozdravljena, Manca. Živjo. Živjo. Tako nežen glasek in tudi s tako nežnimi stvarmi se ukvarja to podjetje, a ne? Namreč zasnovali ste pakete z igračami in pripomočki za določeno starostno obdobje otroka, namreč za 1 leto, o tem bo vam malce še kasneje. Sicer pa je Manca po izobrazbi profesorica razrednega pouka. Ja. Morda najprej predstaviva podjetje, to je zelo mlado podjetje, lani jeseni se je rodilo, bi rekli, je staro približno toliko kot tisti otroci, katerim namenjate vaše izdelke, a ne? Ja, tako je. Kako je prišlo do tega? Ti si prej poučevala, bila si učiteljica in se potem odločila, da greš na podjetniško pot. Zakaj pa? Ja, v bistvu jaz sem nekako že, ko sem zanosila, sem videla sebe potem nekje drugje, kakor nazaj v šoli, po končani porodniški. Predvsem iz 2 razlogov. Sem vsem bolj človek, ki rab svoj mir in je pa v šoli zelo razgibano delo. In druga stvar je pa ta, da sem prihajala kar tudi zaradi tega verjetno precej utrujena domov in sem rekla, kaj bom pa izdala svojemu otroku, če bom prišla tako utrujena iz službe. In to je pa v bistvu mi kar primarna vrednota, družina, tako da sem rekla, nekaj bo že, v glavnem najbrž se v šolo ne bom vrnila in res je pa tudi tako bilo. Koliko let pa si bila za katedrom oziroma v šolskih klopeh? Ja, tako, v bistvu od končanja, odkar sem magistrirala, je zdaj minilo spomladi 4 leta, se pravi 1 leto dobro, 2 pa pol sem že doma, 2 dobri leti sem bila tako v šoli. Vmes sem šla pa na porodniško v 3. letu. Skratka, iz učiteljskega poklica v podjetniški poklic in to v časih, ko vemo, kako zelo učiteljev primanjkuje. Je bila ta odločitev težka? Ne. V bistvu ne. Je zelo zanimivo, ker sem šla to študirati, so mi rekli, ne tega študirati, ne boš dobila službe. Zdaj je pa res pomanjkanje spet, tako da se faze res obračajo in trenutno je kar faza, ki je pomanjkanje spet tega poklica. Ja. Zagotovo, ampak praviš, je naporen, ne? S tem se strinjajo zagotovo vsi, ki se z njim ukvarjajo. Ja, z ogromno energije ti pobere, ker ni delo samo takrat, od 8 do, 12 enih, kakor si z učenci, ampak je dela ogromno tudi doma, študiraš, kaj jim boš ponudil, kako jih boš učil, odvisno je pa seveda tudi od števila let prakse, od načina dela, ki ga imaš in tako naprej, ja. Energije pa ogromno pobere. Ti je bilo v tem letu kdaj že žal morda, da si se odločila za samostojno podjetniško pot? Ne. Odločno ne. Odločno ne. Na vsake toliko me požgačka, da bi šla za kakšen dan v razred, da bi pa recimo imela spet celo obdobje od začetka šolskega leta do konca, pa ne. Na nek način si pravzaprav le ostala pri otrocih, ne? Ja. V teh podjetniških vodah in zasnovala pakete z igračami in pripomočki za razvoj. Nam lahko predstaviš, kaj je pravzaprav, kakšna je zasnova tega paketa? Kaj je v tem paketu? V bistvu ta paket združuje informacije o razvoju otroka, da starš lažje sledi, kaj se otroku dogaja in mu zaradi tega pač pripravi neko spodbudno okolje za razvoj, podporno, pa igrače in pripomočki, se pravi, ki mu jih starš pripravi, da ga podpre. V bistvu informacije so zapisane v obliki razvojne karte. Zdaj do 1 leta se razvoj res hitro dogaja, zaradi tega smo ga razdelili na 3 različne komponente: telesno-gibalni razvoj, socialno-čustveni in pa miselni razvoj, tako da se pravi, ker je tvoj dojenček star, pol leta, bo zmogel
okvirno to pa to pa to. V bistvu na vsaki razvojni karti piše, da je vsak dojenček in otrok unikaten in v svojem tempu se razvija in da bo kakšno stvar prej ali pa poznej dosegel, kakor tle piše in da to je še zmer vse ok. Potem pri vsaki razvojni karti sodeluje en strokovnjak z specifičnega področja, odgovarja na eno vprašanje staršev in pa gor so še starševski triki, kar ti olajša starševstvo na nek način, no, neki taki hakelčki, ki pridejo zelo prav. Gre pravzaprav, te paketi so namenjeni otrokom oziroma staršem v prvem letu. Tako. Torej prvo leto otroka. Vemo, da ta razvoj gre zelo hitro, zato tudi imate različne pakete, ne? Tako, v bistvu zdaj trenutno jutri izide paket, še zadnji v prvem letu, pripravljeni so na vsaka 2 meseca, torej od rojstva do 2 mesecev, za 3 in 4 mesece, 5, 6 in tako naprej do 1 leta. Gremo pa tudi naprej, no, zdaj se na zaključ. Mi gremo prvotni plan je do 3 let, pa bomo pa videli mogoče celo še naprej, da pokrijemo celo to predšolsko obdobje. O tem bova še kasneje govorili. Seveda pa niso samo navodila in v tem paketu, ampak so tudi igrače. Tako. V bistvu v vsakem paketu pridajo 3, 4, 5, odvisno pač od kompleksnosti igrače ali pripomočka. Ne radi rečemo samo igrače, ker niso samo igrače. Recimo šumeča palica je na začetku, to je v paketu za nič do 2 meseca, je čist pripomoček, ker pomiri dojenčka, recimo kajoka, pomiri njegov žični sistem in zaradi tega nočemo reči samo igrače, ne? Zato uporabljamo igrače in pripomočki. Tako v bistvu so iz lesa in pa večinoma iz blaga, iz teh materialov v naravi prijaznih. To je v bistvu naše glavno vodilo, naravi in človeku prijazni materiali. Tako, ta paket je, ne vem, paket seveda je ena taka zaokrožena celota, bi lahko rekli, ki je v veliko pomoč tudi staršem pri razvoju otroka, posebno še, če je to prvi otrok, ko se pa res da človek ne znajde. Loviš se, ja. V bistvu tudi zaradi tega so zraven še za vsake igrače in pripomočku tudi kartice, na katerih piše dejansko, kaj bo podprl starš pri otroku z uporabo te igrače in pripomočka in na kakšne načine uporabi, da je res dolgo uporabno, ker če ne vemo, kako je s temi igračami, ker imamo otroke, da se zelo hitro začne nabirati klump doma, ker ga nimaš več kam dati, tlej pa res, kako uporabiti tudi na dolgi rok, no. Igrač je povsod ogromno za kupiti. Prodaj. Kaj so tiste igrače oziroma te pripomočki, ki jih vi ponujate oziroma imate v teh paketih, kaj je njihova prednost, kaj je njihova, bom rekla, dodana vrednost? V bistvu ne bi mogla reči v sami posamezni igrači, ali pa tudi v nekaterih, no, ker so res naš premislek. Po drugi strani pa je v bistvu prednost v celem konceptu, ker drugače, če hočeš otroku ponuditi neko kvalitetno igračo, ne samo, da bo pač pik, tiste gumbke klikal in bo nekaj zaigralo, ker pač to ni glih za njegove možgane nekaj spodbudno, ne. Moraš se malo pozanimati, torej moraš poiskati, kaj se tvojemu otroku takrat dogaja, na kateri stopnji razvoja je, kaj bi mu bilo najbrž zanimivo, potem, da so ti eni normalni materiali, da ni neka čip plastika, ki je vemo vsi, da je škodljiva in za ljudi in za okolje. Se pravi, ta cel koncept ne rabiš iskati informacij, kdaj in kaj otroku ponuditi, ampak imaš tu pač dejansko na enem mestu vse zbrano. To je glavna prednost. Ja, seveda zasnova enega takega paketa oziroma ene take celote zahteva veliko znanja, ne? Tako je. Aha, odkot vse to znanje, seveda iz študija in dela z otroki, ampak verjetno je treba se to, kot rečejo danes sodobno, updatati stalno. Ja, updatamo se, ja. V bistvu pakete sestavljamo jaz, ker sem ja profesorica razrednega pouka, zraven sem tudi inštruktorica masaže dojenčka, pa voditeljca za plavanja za dojenčke in malčke. V bistvu tekom teh študijev oziroma teh izobraževanj sem dobila že veliko znanja z razvoja dojenčkov tudi, ker pač res
je vse podkrepljeno na znanosti. Potem pa je zraven sestavljala ta pakete še Sandra. Sandra je Montessori pedagoginja in pa Urška, ki je učiteljica in vzgojiteljica. Tako da v bistvu en cel paket med 3 sestavljamo, no, v kombinaciji. Gre za stroko, vsekakor. Absolutno, gre seveda. Za stroko, ja. Seveda, ni to samo, kako je komu všeč ali kaj si misli. Ne, definitivno ne. Tudi pa zraven seveda gledamo na estetiko. Absolutno. Les in torej naravni materiali so osnova za vse te pripomočke. Zdaj verjamem, da ne vem, te pripomočke sami izdelujete ali sodelujete tudi z nekom izven vašega podjetja? Ja, tako sodelujemo z zunanjimi oziroma iz lesa izdeluje naš Urban, ki je tudi del naše najožje ekipe. V njegovem pač v družinskem mizarskem podjetju. Iz blaga nam šivajo 3 šivilje, potem še ene druge stvari nam dela tudi eno podjetje iz Štajerske, ki imamo en tak val za podporo gibalnega razvoja, za kopacanje in tako. Tako da ja, z zunanjimi sodelujemo. Torej, razmeroma mlado podjetje, ne, od lanske jeseni deluje, je bilo težko najti, ne vem, bom rekla, te kooperante, če se tako izrazim, malce bolj po podjetniško, ali ne, ali so ljudje pripravljeni sodelovati? V bistvu ideja za Kokidi se je rodila 6. septembra lani na enem družinskem kosilu, ker smo bili skupaj še s tem soustanoviteljem Istokom, no, ker smo v familiji in sva mi da debatirala in sva rekla, ajde, dajmo, ne. In takoj v bistvu v naslednjem mesecu res sva zagrabila tako, no, z vso strastjo in v naslednjem mesecu oziroma potem novembra smo se že dobili s prvimi proizvajalci, s našimi ustvarjalci, ki so bili pa tudi zelo hitro zanj. Ni bilo treba nič prositi, no, eni tudi zdaj sami pristopijo zraven, ker jim je res zanimiv koncept in ideja in želijo na tak način sodelovati. Gre za startup podjetje, sodelovanje tudi s Primorskim tehnološkim parkom? Tako. Ja, z največjim veseljem sodelujemo s Primorskim tehnološkim parkom, tam smo zdaj inkubirano podjetje, obiskujem tudi startup akademijo podjetniško. Zelo veliko vrednosti vidim jaz v Primorskem tehnološkem parku, zelo veliko podpore smo že dobili, ogromno nam je znanja na voljo, izkušenj in sem zelo vesela, da smo vključeni zraven. Zagotovo so veseli in zadovoljni tudi v Primorskem tehnološkem parku, ko iz tako uspešnih startup podjetij oziroma njihovih ustanoviteljev slišijo take besede. Glasba je zelo pomembna, ne? Ja. Pravijo, da že pred porodom vpliva na otroka, ne? Tako. Ja, to poznaš in s tem se ukvarjaš in verjamem, da se boš še naprej raziskovala tudi v tej smeri. Midve pa nadaljujeva s tem, gre za poslovni model, ki ste ga vaša druščina razvili pri nas in je edinstven, sicer pa v svetu to ni. Ne, mislim, unikaten. Tako. V bistvu v tujini taki naročniški modeli obstajajo, tako da sam naročniški model ni prav nič kaj posebenega. Naročniški model na pakete, torej. Ja. To ni nič posebnega, je pa tu. Ne? Ja, tako. V Sloveniji je pa v bistvu to prvo tako podjetje, ki bi ponujala to, sploh pa, ker gre za slovenske ustvarjalce, torej da v bistvu, kar je naša tudi glavna stvar, ki jo radi izpostavimo, no, je to, da s tem, ker niso stvari iz oddaljenih dežel, veliko tudi zmanjšujemo ogljični odtis, no, ki je problematičen v svetu. Sledite tudi temu. V enem intervjuju sem zasledila, si rekla, da svoj čas, ne, seveda toliko in toliko časa nazaj naši predniki so otroke vzgajali v skupnosti. Stari starši, skratka, drugačno življenje je bilo takrat. Danes je skoraj, da bi lahko rekli, obrnjeno na glavo in otroci so za to prikrajšani in prav tu praviš, da vidiš velik pomen ne vem, tega vašega dela in tega modela za pomoč staršem. Ja, v bistvu ta del, neko vzgajanje v skupnosti, se nanaša na drugo področje, ki ga mi zavzemamo oziroma ne zavzemamo.
torej zastopamo Razvijate, tudi in razvijamo za tečaj masaže dojenčkov in pa za različne podporne dogodke in predavanja, ki jih pripravljamo. To bova predstavili potem v naslednjem pasusu. Seveda logično vprašanje, kakšno je pa zanimanje za te vaše čarobne, bom rekla, pakete. Ja, niso glih čarobni, še vseeno v bistvu to pomeni angažiranost starša, da te stvari torej prebere, da se pozanima, da ponudi otroku. Tako da to ne pomeni, da bo otrok kar ne vem kaj, če te pakete pač imajo starši naročene. Ne? Se pravi, kako je bilo vprašanje? Kakšno je zanimanje? V bistvu nas je zelo presenetilo, ker naprej moramo iskati nove sodelavce, da jačamo zaloge, da širimo dostopnost, tako bom rekla, tako da smo zelo pozitivno presenečeni nad odzivom v Sloveniji. Gre seveda za več različnih paketov, ki so seveda prilagojeni, ne vem, 3 ali 4, po 2 meseca, ne? Ali kako, ali po 3 mesece? Zdaj do 1. leta jih je 6, plus darilni paket za novorojenčka, ta je izven naročnine. Je pa v bistvu ta sistem, se pravi, da ti izbereš prvi paket, s katerim želiš začeti naročnino, naprimer, če se zdaj dojenček rodil s paketom 0 do 2, če je star že pol leta s paketom 5 do 6 mesecev, in s tem paketom začneš in potem avtomatsko na 2 meseca dobivaš nov paket, ki ustreza razvoju tvojega otroka. Rekla si, da je odziv ne na trgu, bomo rekli med starši, da se ne bomo tako v navednicah grdo izražali. Koliko pa naredite teh paketov? Lahko govorimo o kakšnih količinah zdaj že, o kakšnih številkah? Ja, seveda lahko. V bistvu mi smo nekaj časa delali nazaj analizo in bi lahko rekla, da zdaj smo že kar krepko čez 200. Tako. Čez 200? Ja, paketov, da smo šli v uporabo. Delate morda kakšne analize tudi o zadovoljstvu? Ja, seveda, kar naprej v bistvu sprašujemo, kako ste zadovoljni, pošiljajo nam fotografije, povratne informacije, izboljšujemo, če so kakšne take stvari za drugače zašit ali pa kakorkoli. Ja, seveda, absolutno. Sodelujete z uporabniki, se reče? Ja, to je v bistvu lepši del posla. Zdaj v tem trenutku manjca te bom nekaj vprašala, triki staršev, povej nam kakšen trik. Jaz imam vnuke, ampak tisti, ki poslušajo, pa imajo morda otroke, kakšen trik? En trik je recimo čist pri novorojenčku, ki dostikrat jokajo. V bistvu jim zelo pomaga en način hoje, in sicer, da tako, da spreminjaš ritem, da je tvoj korak kar konkretno odločen, ne na trdo, ampak, ko bi rekla, amortizirano na trdo. Se pravi, da ne zabiješ dojenčka, ampak da ga da ima en občutek te močne gravitacije. In tu v bistvu dostikrat pa da spreminjaš smeri ob tem, pa malo hitrost, malo pospešiš, pa spet počasno. V bistvu ta način hoje zelo pomaga večkrat umiri dojenčka. Ja, velik problem je včasih nespečnost dojenčkov. Imaš tudi za to kakšen trik? To je pa v bistvu zelo razvojno, tako da mi smo narejeni evolucijsko, tako da se prebujamo, tudi še odrasli se prebujamo, se te spalne cikle v bistvu povežemo, znamo povezati, ker se počutimo že tako varne v tem okolju, ko smo, da spimo naprej in sploh ne porajtamo, da smo se zbudili. Dojenčki pa tega še ne znajo, se pa kač zbudi, je prvi mami, mislim pač v njemu. Zaščit me, rabim zaščito, varnost in pač zaradi tega se zbujajo in rabijo naš kontakt, da zaspijo nazaj. Torej z njimi spat ali jih pustiti, da se sami naučijo? Seveda z njimi.
Izjokavanje je velika zloraba. To ni potuha, kot so včasih rekli. Ne, to ni potuha. Definitivno ne. To otrok nujno rab, zaradi tega, da se lahko normalno razvija, ker če ne, v bistvu dojenček, če ga pustiš jokat, da bo sam zaspal, ker se ne nauči spati, tako kot pravijo, ampak v resnici pač obupa, da ne bo nihče prišel ga potolažiti. In s tem se nauči, da tisti, ki bi ga najbolj mogel imeti oporo v njem, ga pusti na cedilu. Tako da izjokavanje je v bistvu zelo težka oblika zlorabe in zaradi tega imamo lahko kot odraščini, kot odrasli zelo veliko problemov. Težave. Vemo, da te informacije, ki jih otrok dobi, ki jih začuti v prvih letih življenja, so najpomembnejše potem za nadaljni razvoj in za za življenje odraslega človeka. Ne? Ja. Vaše podjetje se poleg tega, da imate te pakete pripravljene, organizirate tudi različna predavanja v obliki spletnega kroga za starše. Kaj pa to? V bistvu spletni krog za starše vodva jaz in Sandra. Obe z veliko željo, ne samo materialno in z načini, s paketi pomagati staršem na poti starševstva in ga narediti malo bolj lahkotenga, ampak tudi v obliki neke podpore. Tako da v bistvu organizirava mesečna predavanja. Glih jutr imamo predavanje z Barbi Završnik ob 10 dopoldne, prijave so danes do 7 zvečer. Tako da na en del predavanja imava, v bistvu eno predavanje v mesecu imava mi dve, en drugo predavanje imava z gostom na tistem področju, recimo ta mesec je oktobrska tema je trma in ljubeč odnos z roko v roki, se pravi čustveni izbruhi, to se vse povezuje še s tistim, kar sem prej tudi govorila o joku, točno tako, da nekako radi bi stopili staršem naproti tudi s temi informacijami in jim dali občutek, da so dovolj dobri starši, kar je zelo pomembno. In da delajo prav, da ne crkljajo po nepotrebnem otrok. Tako, da je prav, da to delajo. Da je prav, da to delajo. Morda samo še besedo dve o teh tečajih masaže dojenčka. Zakaj so te masaže recimo potrebne ali dobrodošle? V bistvu masaža dojenčka je zelo pomemben povezovalni dejavnik. Naprimer, zelo je priporočljiv takrat, kadar mamica ne doji, iz kakršnega koli razloga že, je zelo deluje povezovalno, en tak res pristen stik, povezovalno tudi z drugim staršem, se pravi z očkom, z drugim staršem, ker nima ta možnosti tega navezovanja na začetku, ker sta otrok pa mamica vedno bolj na začetku ima ta tesnejšo vez, se pravi, da se tudi drugega starša vključi noter. Zelo pomaga tudi pri nespanju. Eni dojenčki spijo več kot očitno slabše, če jih ne zmasirajo pred spanjem. Zelo pomagajo pri krčih, pri kolikah. Je prav v bistvu en poseben zaporedje teh prijemov, ki ga izvajaš potem v določenem času in so res dobri rezultati. V tem trenutku zdaj teh tečajev nimate? V tem trenutku smo na pauzi, ker je bilo zdaj ekstremno veliko dela z razvojem paketov, v kratkem se pa spet začnejo. Tako. Manca, seveda, zdaj prav jutri praviš, da naj bi prišel nov paket teh igrač in navodil ven. Ja, tako, jutri izide zadnji paket do 1 leta, torej za 11-12 mesecev. Ta paket smo vsi zelo nestrpno pričakovali, ker je v bistvu zelo dober tudi za darilo, za enoletnika. Kaj pa je v njem? Boste zvedeli jutr. Jutr malo za pokušino, Manca, za pokušino. Ena stvar, ki je v njem, je recimo ta natikanka. Natikanka. Lesena natikanka. Tako, lesena natikanka, na katero pač otrok uri fino motoriko, koordinacijo, ne samo ene roke ali pa prstov, tudi celega telesa, ker niso prav neke majhne, lahke, ampak uporablja celo telo. Tako, ja. Ena od uporab je to, so pa tudi še druge. Dobro, to je bilo za pokušino, jutri pa bomo izvedeli vse tisti, ki se bojo zanimali. Zelo preprosto, kje vas najdejo? Ja, v bistvu naša glavna spletna stran je kukidi.com. Veliko smo pa aktivni tudi na Instagramu, Kukidi Global.
In tam bo tudi ta nov paket predstavljen, tam so vse sprotne informacije, na teh 2 kanalih je najbolj ažurno. Ste tudi finalisti iniciative Social Impact Award. Kaj to pomeni? Ja, v bistvu tekmovanje Social Impact Award je pa eno tekmovanje, ki je organizirano na mednarodni ravni, to naše slovensko. Je zdaj se zaključil petek, je razglasitev zmagovalcev po mnenju žirije, strokovne žirije in pa po mnenju glasovanja ljudstva. Tako da ja, gre pa v bistvu za tekmovanje, na katerega se prijavijo podjetja, ki imajo neko družbeno tematiko, se pravi neko družbeno spodbujanje povezanosti, recimo. Ja. Kakšna so pričakovanja, Manca? Ja, želimo si, da bi bili med zmagovalci, ne? Ja. Kaj pa to pomeni potem za nadaljni razvoj, recimo ena taka zmaga? V bistvu v okviru tega tekmovanja... Prinaša kakšne prednosti, prinaša kakšne ugodnosti? V bistvu, ja, seveda, dobije pač nagrado pod tista podjetja, ki zmagajo, in pa tudi medijsko pozornost, pa udeležba mednarodnega druženja s temi z drugih držav, imamo potem novembra na Dunaju, tako da ja, veliko prednosti. Veliko prednosti. In pa ponos. In ponos. Držimo pesti, ne? Držimo pesti. Manca, kam pa naprej? Kam se ozirate naprej? To je zelo, zelo mlado podjetje, staro 1 leto. Jutri nov produkt za enoletnike. Kaj pa naprej potem? Ja, v bistvu celo 1 leto je od ideje. Ne? Mi smo na trg stopili 25. marca na materinski dan letos, 2022. Tako da dobre pol leta, no? Tako bom rekla. Smo res še zelo mladi. Kam naprej? Naprej razvijati pakete. To zdaj se kle ne ustavimo, v bistvu gremo naprej na malčka, naprej podporo staršem nuditi, naprej razvijati svoje znanje, tako strokovno kot tudi podjetniško, tako da to se ne neha. Manca, srečno in uspešno na tej poti, tako za tvoje oziroma vaše podjetje, več vas je, kot seveda tudi za otročke in starše, ki v teh norih časih zagotovo še kako zelo potrebujejo in informacije in podporo. Hvala za tale pogovor, srečno in uspešno še naprej. Ja, poslušali ste oddajo Startup Studio v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom. Ponovno se slišimo prihodnji torek, dotlej pa srečno, lepo, prijazno in vse, kar si želite. Startup Studio. Radio Robin.